Sezona 2, epizoda 13. Dober dan, to je nova. Jaz sem Maruša Kerec, z mano je vedno Anže Tomič. Živjo. In z nama je Jure Forstnerič. Bravo, ful si dobro zadela primek. Odlično. Sem ga prav izgovorila? Ja. To je moje delo, veš. Ja, pa verjem, da ogromno ljudi, ki bi mogli znati, ne znajo. Jure, kaj pa je tvoje delo, kaj počneš v službi? Ja, jaz sem pa vodja laboratorija pri reviji Monitor. To pomeni, da organiziram hardware teste, se pravi vse od telefonov tudi do zaslonov, laptopov, printerjev. Hkrati sem pa sistemski administrator za Mladino. To pomeni, da skrbim za, ko računalnik crkne, ko e-mail crkne, vse te stvari imam čez. Odličen sogovornik boš, ampak preden se zapletemo v naslednjo temo, ne glede na ime aplikacije, v kateri to poslušate, poglejte 2 epizodi nazaj. Oprema 1 in oprema 2 so tipkovnice in miške. Sergej Hvala je bil v prejšnji epizodi v tem studiu. Miške z igre omenjata. Predvidevam, da si kaj hitrejši. To pa zelo pa Sergej lahko razložil. Vse si, Maruša, vse si. Verjetno, no? Si, definitivno. Samo daš roko gor, pa je mrtev. To proizvajalci obljubljajo. You will dominate your opponent now by our mouse. Ne, ampak imaš pa potencial, da si boljši, kot če greš dirkat s Ferrarijem proti, ne vem, pa še enemu drugemu avtu, ne, zdaj, če za nič voznik je on lahko vladi, pa te razbav, ampak če spajem toliko dober kot on, ne, če sta približno, imaš pa neko prednost. Ta teden v tem studiu torej Jure Forstnerič, ker je Anže barvno slep. Kako že ne vidiš odtenkov na zaslonu? Ja, to si zdaj rekla, kot da sem jaz edini, ki ne vidi odtenkov na zaslonu. Ne, ampak dejansko ko gre za zaslone in ko je treba karkoli ocenjevati, kar se tiče barv, ne, in mogoče ni najboljša ideja, da gre to dela človek, ki je nekako barvno slep in mogoče dejansko ne vidi vseh nijans, ki so jih zdaj zasloni pa dejansko že sposobni. Čeprav, kar to takoj povedati, da se nihče ne vidi tistih razlik, ki jih pol zmerimo pri testih. Absolutno, ampak jaz sem še kakšen korak nazaj pred nekom, ki pa dejansko vidi vse barve. Ne? Tako da shout out vsem barvno slepim, se temu reče. Jure, koliko različnih zaslonov si testiral? Ne vem, ker ne štejem, ampak veliko. Mislim, če ne drugega, veš, jaz tudi pri vsakem prenosniku, ki ga testiram, tudi malo sem pozoren na zaslon, tako da so številke nekaj 100. Zakaj je pomembno, da se o tem pogovarjamo? Ker je pomembno, kakšen zaslon imamo. Mislim, večina nas preživi 8 ali več ur na dan za računalnikom ali pa za nekim zaslonom. In valjda je pomembno, da je ta zaslon čim boljši iz več vidikov, ne? Da je bolj komod, da je boljši za oči, ne? Da se manj matramo. In enostavno, ker je pač življenje lažje z boljšim zaslonom. Tako kot prej najbrž ste omenili tudi pri miškah, pri tipkovnicah, isto velja za zaslon. V zaslon res gledaš non-stop. Ja, Marko, poslušalec, se strinja. Ojla, sem Marko. Moja služba je oblikovanje uporabniških izkušenj. Večino delovnika posvetim aplikaciji Nexto, kjer z ekipo razvijamo igrifikacijo kulturnih destinacij. Skratka, moje ustvarjanje poteka za zasloni. Slabo skalibriran zaslon lahko hitro pomeni, da naslednji dan več tisoč ljudi namesto bordo barve gleda pred sabo kričeče rdečo. Posledično zaradi tega ne vidijo teksta nad kričečim gumbom in ne kupijo izdelka ali morda celo izbrišajo aplikacijo. Po mojem mnenju je uporaba dobrega zaslona pri oblikovanju bitna za komunikacijo z uporabniki. Še toliko bolj, če se ukvarjaš z tiskom. Jaz bom tako rekla, no, potem bom počasi se umaknila iz debate, se mi zdi. Različni LCD zasloni obstajajo, to vem. Zdaj že vidim razliko med mojim MacBook Projem, naprimer, pa službenim zaslonom v barvah, ampak to je pa tudi vse. Se mi pa tudi zdi, da ljudje gledamo, se ravnamo samo po velikosti in resoluciji in tu se konča, verjetno se v resnici tu ne konča. Ja, čeprav že to, da nekdo ve, kaj je resolucija, je že kar dober, ker zelo veliko ljudi še tega ne ve, ne? In gledajo predvsem samo tisto velikost. Tako da imaš nekoga, ki kupi nek gromozanski zaslon, ki ima pa pol zelo slabo resolucijo in bi bilo boljše, če bi imel dejansko manjši zaslon. Ampak ja, v bistvu, kar se tehnologije tiče, večina zaslonov, ki jih gledamo, so LCD. Zdaj prihaja že ena nova tehnologija, ki je OLED, recimo tale tvoj fancy nov iPhone X ima OLED zaslon in tudi nekateri te boljši Androidi imajo sicer že malo dlje časa OLED zaslone, ampak sami LCD, pa ja, večina računalniških zaslonov, tistih na laptopih, pa tistih, ki jih imamo doma na pisalni mizi, so pa LCD.
In ti LCD-ji se pa pol tudi še naprej razdelijo, glede na to, kakšen panel uporabljajo. Zdaj to že rata malo tehnično, ampak v splošnem sta nekako dve tehnologiji panelov. Ena je TN, ena pa IPS. Ta luknja se ne konča, potem ja, eno smer. Ampak te VA paneli so malo v manjšini, pa so nekaj vmes med TN pa IPS po večini lastnostih. Cenejši paneli so TN, to so pač tudi ti malo starejši navadni LCD-ji, če tako rečemo. Njihova prednost trenutno je predvsem to, da so poceni, tako da jih dobimo v kakšnih poceni laptopih, pa kakšnih poceni namiznih monitorjih. Ja, pa tudi to je treba povedati, da ponovadi, ko vidiš, dva zaslona, 24-palčna zaslona v trgovini, in je eden N evrov, ta druga pa N plus 200 evrov, to ponovadi pomeni, da unke je plus 200 evrov je IPS in ne TN. Čeprav razliko ceni so zdaj že dosti manjše. To je res. Zdaj v bistvu tako, TN zasloni so hitrejši, to pomeni, da se bolj hitro odzivajo, kar je od nekdaj bilo ful koristno za igre. Kle, se pravi po hitrosti so tudi že te novejše IPS matrike jih že dohajajo, tako da so razlike manjše, kot so bile. Glavna stvar, kar pa večina navadnih smrtnikov takoj opazi, so pa barve, pa vidni kod. Ja. Se pravi, če imaš ti nek pocen laptop, pa veš, ker recimo malo nagneš zaslon in se barve vmes spremenijo, res tako noro spreminjajo, ali pa se recimo malo premakneš v stran, malo levo, malo desno za 10 stopinj, pa se že kontrasti spremenijo, barve spremenijo. To pomeni, da je to TN matrika in pač to se takoj vidi, ker res vidni kot je slab, barve se spreminjajo ful prehiter in so načeloma dosti slabe. Mogoče s TN zaslonom na namiznem računalniku lažje preživiš, če veš, kje boš sedel, kam ga boš gledal, in pa tudi pri igrah je tako, da se pač usedeš, igraš in imaš več ali manj mir. Če pridem v trgovino, probam obrniti tale zaslon gor dol in če se premikam in ne vidim več teh barv, črk, karkoli, dovolj dobro, to ni dovolj dober zaslon. Ja, definitivno. Mislim, to je najlažji pač vidiš, točno to, kar si rekla. Se pravi, malo nagneš zaslon, pa hitro vidiš, ali so se barve ful spremenile vmes, ali je ratov kontrast čisto slab. To ti pove, da je zaslon pač TN matrika, ki je, meni se zdi, da niti nima kaj dosti veze s tem, koliko dolg bomo vanga gledali, pa koliko nam bo pokvaril vid. Ampak ja, definitivno bo lažje gledati, pa bolj bomo uživali pri neki malo boljši matriki, se pravi pri IPS matriki, pa danes so razlike v ceni razmeroma majhne. Recimo pri teh zaslonih, ki kupimo za stacionarnem računalniku, se pravi za namizo doma ali pa za pisalno mizo, so razlike že res majhne. Dobiš dejansko zelo dober IPS zaslon za, ne vem, na pamet bomo rekel, 200 evrov, če ne že celo malo manj zdaj. Zaslon je pa itak taka stvar, ki zelo redko menjavaš, se pravi ima zelo dolgo življenjsko dobo. Tako kot včasih televizorji v bistvu. Oziroma še vedno televizorji. Pri zaslonu si tako 10 plus let brez težav, ti zamenjaš 3 računalnike, lahko vmes pa bo zaslon še vedno isti. Odbita, dobita. Dva človeka za lažjo navigacijo med novimi tehnologijami. Ok, še enkrat, nakupe zaslona, torej, če že delamo spet znanost iz tega kot z tipkovnic in z mišk, na kaj paziš in koliko to stane? Ta prva kratica, ki jo iščeš, je ta IPS. Kar je, mislim, da zdaj že kar tudi napisano več ali manj povsod. Če gledaš te spletne prodajalne povsod, omenjajo to, če pa ne, pa večinoma pomeni, da gre za TN matriko, kar ni kul, kar gre za nek pocen zaslon. Začeli so se tudi hvaliti IPS. Pol je ločljivost, ampak ločljivost je pa zelo vezana tudi na velikost zaslona. Najbolj tipični namizni zasloni so še vedno nekje 24 palcev in te imajo ločljivost, ki rečemo nekako Full HD. Ampak Full HD je dovolj, da to vemo in to je nekak standard za 24-palčne zaslone. Večji zasloni pa pol zahtevajo tudi višje ločljivosti. Bi pa jaz omenil, če lahko malo geeka ven potegnem, da tudi pri 24-palčnih zaslonih je mogoče fino za pisarniško delo, to si bom upal reči, ker takega sem potem tudi jaz kupil, da gledaš, da je pač kako višina ne 1080, ampak 1440. Dejansko na vertikali ravno toliko dobiš, da če gledaš A4 zaslone, je vse malo lažje. Se že pozna, ampak kot je Jure rekel, jaz tudi mislim, da Full HD za večino ljudi bo dosti, pa če bo IPS matrika, bojo tudi žive barve, pa predvsem vidni kot. Jaz se mi zdi, da jaz bi temu največjo težo dal. Ja, jaz tudi, se strinjam. Če smo pri tipkovnicah in miškah rekli, od 70 evrov naprej lahko že zelo dobro, zaslon? Zaslon, škaj, nisem toliko natekočen, ampak jaz bom rekel 200 evrov in navzgor za namizni zaslon, tam nekoli 24 palcev in navzgor.
Pol naslednja stvar je pa tudi prav fizična kakovost, ki je tudi ful rad poudarim, ker sem imel leta in leta nazaj en ful pocen zaslon, ki je imel stojalo tako plastično in ki si začel malo bolj resno tipkati, vse se tresel in majal in je bilo katastrofa. In pa tudi, ko vidiš ljudi v pisarnah, ki imajo podložene knjige pod zasloni, ker pač ne morejo spreminjati višino, ker stojalo tega ne omogoča. Tako da tudi to priporočam, da ljudje malo pogledajo, da je tisto stojalo malo bolj orenk narejeno in da se da nastaviti višino in pa tudi kot zaslona. Pa v tej luči bi jaz potem omenil še USB priključke, ki so lahko zdaj tudi v zaslonu, kar včasih kar olajšajo kablovje, ki gre ponavadi zdaj pod mizo. Ja, tako, kakšni malo boljši zasloni imajo pač USB razdelilce in ti z enim USB kablom povežeš zaslon na računalnik in pa imaš tam na zaslonu kup dodatnih vmesnikov. Ampak tukaj pa še toliko bolj pomembno, da imaš trden zaslon z dobrim stojalom, ker če ti pa pol še neki USB ključke, USB kable not pa ven šteleš, pa imaš nek plastično stojalo, ki se vse trese, pa ima je kar malo slabo. Še malo na prenosnike smo jih že omenjali. Obstajajo znamke prenosnih računalnikov, ki prav slovijo po tem, da imajo najboljše zaslone ali najboljše barve ali najboljšo izkušnjo, kar se tiče oči in videnja. V bistvu gre tu spet za ceno. Jaz bom rekel, da spet nekje okoli pri prenosnikih se pa začnejo ta boljši zasloni, po mojem, da okoli 800, nekje do 1000 evrov in pol vse navzgor ima dobre zaslone. Pa ja, imaš kakšno firmo ali pa tudi kakšno podznamko firme, ki pač nima cenejših prenosnikov kot recimo 800-900 evrov in so posebej še tudi zasloni tam posod dobri. Kar je teh cenejših naprav, je res včasih grozno, kaj si sploh upajo ograditi in ljudem prodajati. Te razni prenosniki za 400-500 evrov, ki so kot računalnik sicer res popolnoma dovolj za večino ljudi. Potem pa, ko vidiš, kaj pa v zaslon pogledaš, to, kar je Jure prej rekel, če se malo levo-desno premagneš, je res katastrofa. In dejansko na zaslonu ponovadi tudi največ privarčujejo. Danes se mi zdi, da dobiš za okoli, recimo 500 evrov, dobiš, kar se strojno opreme tiče, ful dobre prenosnike, ki imajo pa zelo plastičen hiša, ampak tudi to preživim. Sploh, če imaš samo na pisalni mizi, pa ga ne nosiš nekaj okoli, ampak zasloni so pa tam v tem rangu res kar slabi. So sicer v zadnjih 3 letih recimo dvignili ločljivosti, tako da vsaj ločljivosti so zdaj že ratale bolj normalne, tudi pri poceni prenosnikih, so pa te paneli zelo slabi. Kar je Anže rekel, predvsem vidni kot je pri prenosniku ful pomemben. Pa lahko sam še to omenim, da so tudi vmesniki se malo razlikujejo. Včasih je bil VGA, ki je to res ultra star vmesnik. Tudi splavi, kako je 6 pik, mislim, da je trapez, okolobrnen trapez mogoče. Ne bi vedela. Okay. No, to je bil VGA, to je pač taka stara reč, ki se je danes skoraj nekje ne uporablja, najdemo jo na kakšnih starih projektorjih, na vseh starih napravah, itak, ne. No, zato ne bi vedela. Ja, na kakšnih projektorjih se najde pa tako. Pol ga je zamenil en izmed najbolj rešenih HDMI. Zdaj posebnost HDMI-ja je to, da ima zraven še zvok, poleg slike, kar pomeni, da je ful dobro za preklop na TV, da hočeš pač računalnik direkt preklopen na TV. In tudi veliko monitorjev ima pa tudi HDMI. Zdaj, malo boljši monitorji imajo itak vse te vmesnike gor. In pa pač ti glede na to, kaj imaš na računalniku, pač izbereš tistega, ki ti najbolj paše. Zdaj se pa dogaja pri kakšnih novih prenosnikih, sploh pri teh fultankih, da imajo skoraj nič vmesnikov in pol moraš pač kupovati razne adapterje. Skratka, ogromno ene opreme, če imate dovolj časa, denarja in volje. Jure, to je 3. epizoda Odbita dobita sicer o opremi, zato vprašanje, kaj imaš ti, govorim o miški in tipkovnici. Kaj pa v zaslonu? To pa ne. Tudi zaslonja, seveda. Pa bom začel kar pri zaslonu, ker pač se o tem pogovarjamo. Jaz imam enega spodobnega del, ki točno to, kar sem opisal, ima ful trdno stojalo, se da nastavljati višino in kot, ima IPS panel, kar pomeni, da je vidni kot odličen in tudi ima vse vmesnike, ki jih rabiš, tudi USB razdelilc. Tako da sem z njim ful zadovoljen. Tipkovnico imam tako kot Anže, oziroma imam celo 2, ker sem si kupil eno za službo in eno za doma, s tem, da jaz imam pa obratno kot Anže, da imam te glasno v službi. Ja, ker je stvar v tem, da moj sodelavc, naš urednik monitorja, ima pa eno, bom rekel, 20 let staro tipkovnico, ki je približno enako glasna kot moja, tako da tekmujeva in se drugega ne motva. In je ful dobro, ker stopiš v najno pisarno, ko oba dva recimo divje piševa kakšne članke in je pač to res glasno. Imam pa tudi, doma ima tipkovnica nobenih znakov, čist plain, črna in je ful dobro, ker se kdaj punca usede za moj računalnik in tako,
mi lahko geslo ali neki. Dejansko je to najboljši način varovanja zasebnih podatkov na računalniku. Res tipkovnico brez znakov, to je to. Ja, noben se noče dotakniti. V službi pa imam znake, ker enostavno se mi kdaj zgodi, da v službi nočem zgubljati tistih 5 sekund, da iščem znak za, ne vem, evro ali pa kaj podobnega. Sploh, ker včasih tudi zamenjam med slovensko in angleško tipkovnico za kakšno stvar pisati. Miške imam pa v obeh primerih eno malo boljšo Logitech miško. Imajo kolešček, frcneš in pol, ima vztrajnik noter, da se neskončno vrti. Jure Forstnerič, hvala, da si se oglasil v studiu Vala 202. Se slišimo in si sledimo. Seveda so vse oddaje od Vita do Vita na val202.si pošiljka Odbita. Mi da ima tudi skupen Twitter račun, Afna Odbita. Ja. In pa dajte nama kakšno oceno v iTunesih, to seveda prav pride. Pa Jure, ti si tudi na Twitterju, ne? Jaz sem vse posod. Ja, jaz sem na Twitterju, Afna Jure Forstnerič, nekaj takega, Jure Forstnerič. Jure Forstnerič, ja, tako. Ja. Sicer lahko moje članke berete v vsaki reviji Monitorja, ker kar veliko pišem tam noter. Pol imam tudi en osebni podcast, furava z enim kolegom, ki se o namiznih igrah. To je Na potezi in ja, to se mi zdi, da je to. Na Facebooku nisem, nikoli nisem bil, ne pogrešam. Nisi na Facebooku? Ne, Jure. Ne, pa to treba podati, da nikoli nisem bil. Ja. Nikoli nisi bil? Ne, ker ni una hipster scena, zdaj nisem več, ker to je lame. Ne, nikoli nisem bil. Wow. Kar je v bistvu še najbolj ultra hipster. Ja, to je v bistvu še najbolj hipster. I was doing it before it was cool, tako da tako. Ok, super. Adijo. Hvala. Adijo, Jure. Ja, hvala za vabilo. Hvala vam za pozornost, se slišimo, čau. Odbita, dobita. Med življenjem in tehnologijo.